In še zadnje vprašanje glede izbrisanih, ja, zelo preprosto. Tle imamo ustavne odločbe, oziroma ustavno sodišče je o tem že razsodilo. Vse, kar je treba narediti, je te odločbe preprosto v bistvu sprevesti v samo prakso. Torej, v bistvu politično delovati, pač vsi organi morajo spoštovati tisto, kar je ustavno sodišče na tem področju naredilo in ni lahko si povsem legalista, ne rabiš biti ne vem kaj, preprosto v bistvu pravna država mora začeti funkcionirati in seveda vsaka veja oblasti ima neke pluse in minuse, namesto da bi se izogibali recimo izvajanju odločb ustavnega sodišča za kakršnimikoli ustavnimi ne vem kakšnimi zakoni bi bilo bolj pametno, da bi te odločbe izvedli in podelili tem ljudem status, ki jim gre, s tem, da to nima dobene veze z državljanstvom samim po sebi, ima pa vezo s tem, ali imaš kakšen pravni status znotraj sistema ali ga nimaš. Jaz bi vas vprašala, pač ustavno sodišče je razsodilo, da je treba izbrisanim povrniti pravice, zakaj do tega ne pride? Preprosto. Osnovni odgovor je v bistvu zaradi tega, ker ni politične volje za to. Energija se običajno usmerja v to, da bi se zagotovil čim širši konsens glede samih izbrisanih. Običajno se zamegljuje zadevo s tem, da je to kakršnokoli povezano z samim državljanstvom, ne pa z aktom v bistvu izbrisa njihovega statusa stalnih prebivalcev. Lahko bi jih predstavili takrat v status legalnih tujcev ali karkoli podobnega, vendar pa ne status, ki pomeni v bistvu zanikanje vseh človekovih pravic na tem teritoriju, ki so jih predtem vsekakor imeli. To je seveda ustavno sodišče prepoznalo kot kršitev in je zahtevalo določeno ravnanje, bom rekel, oblasti. Običajno je pa izgovor v tem, da je potrebno za to sprejeti neko vrsto zakona, čeprav je možno na podlagi razsodbe ustavnega sodišča bi lahko akte izvršne oblast neodvisno od tega sprejemala. In v bistvu vedno je vprašanje samo tega, politične volje, ali se hočemo s tem problemom resnično soočiti, ali se pravzaprav nočemo soočiti. Kdo bi moral pritisniti na koga? Ja, pritiski obstajajo iz civilne družbe, normalno, na samo politiko, vendar se politika ne zgane zaradi tega, ker se obstajajo neke druge prioritete. In to vprašanje je pa nekaj, kar je pa dediščina in kazi pravzaprav javno podobo Slovenije glede vprašanja človekovih pravic. Zelo težko se je hvaliti s spoštovanjem človekovih pravic, če imaš tako velik problem, ki ga niti ne želiš, niti vsaj formalno ne poskušaš pravzaprav reševati. Zdaj smo prišli do tega, da vsaj nekateri od teh ljudeh imajo urejeno, bom rekel, prebivališče, vendar pa ne od datuma izbrisa. Tega priznanja, da je država kriva za neko ravnanje, pustimo zdaj, kdo je konkretno kriv, ampak da je država kriva in da je to zadevo treba popraviti, tako kot je bilo pri raznih drugih zadevah, ki smo se jih še dalje v zgodovini lotili, pravzaprav pri tem samem vprašanju ni. To je osnovno.